pizda. Zid. No, ja. Pod voglom sem, ni parjel. Partiskal, pa ni parjel. 3 sekunde sem zamudil. No, se bomo 2 zdržali. sekunde. Bomo pršteli. Stavko, ni. ko pride stavko v kotiček, Pod vinklom sem, ne? Ja, Veselič mora biti tam. Tam mora biti, ja. Nekaj treba živeti. Ja. Sam pa jaz ne vidim, tle pa saj pa vsi približno vidimo. Čeprav ali ti tudi bolj šlo. Ja, ni. Ne bom šel jaz na to stran sedeti, na levo pa bo. V redu. Bomo rešili, ja, A kam je najboljš, da postavimo? Tako. Zanj smo v službi se nekaj zabavali, pa sodelavc prav, matera, ne, jaz pojem tale sirov žepek, veš. Sem rekel, najboljš, da ChatGPT vprašamo. In vtipkamo, ali naj Uroš poje sirov žepek. In odgovori, ni razloga, da ga ne bi. Sirovi žepki so priljubljena jed in lahko jih uživa vsakdo, ki jih ima rad. A ga je pol Uroš pojedel? Uroš ga je valjda pojedel, ne, in en drug sodelavc pravi, daj pošljemo še njegovo sliko, sem zihar premislil. Upam, da je Uroš uteknil. Je, on se res ne sekira zaradi takih stvari. Tako da ja. Okay, lepo. Mislim, da bi se sekiral za to, kaj ChatGPT misli o tem, kako ti izgledaš, to res. Ja. Ne, ampak je zdaj pri nas ta odgovor je taka priljubljena kriletica. Je to pa verjamem. Da leti. Ja, kaj zdaj? Ja. Da gremo direkt na poglaja. Ne moramo. Ne moramo zdaj. Kam pa pridemo? Ja. Kaj smo zdaj za en dan, mater? Malo sem zgubljen. A smo 9. junija že? In se hotel reči, da je ponedeljek. Ponedeljek je zihar. No, razen če nas poslušate v torek, četrtek ali petek. No, ampak velika verjetnost, da je ponedeljek. Ja. Tako. Za vas. Večina poslušalcev. Za nas ni. Za nas ni. Da razkrimo še eno tančico. Za nas je pa misterij. Ali nismo to že prejšnji dan povedali? Ja, smo, ampak za nas ni ponedeljek. Ne, za nas ni ponedeljek. To sem hotel reči. V bistvu, a smo že kdaj sploh snemali v ponedeljek? Nikoli. Ne. Ampak v teh krivinah prostora časa. Kaj je čas? Je zihar nek je ponedeljek. A je zdaj že zihar nek ponedeljek? Danes že je. Mislim, se danes je ponedeljek. Zdaj si jaz predstavljam ponedeljek zjutraj. Ne, ampak zdaj je na svetu že nek ponedeljek. Je. Ja. A je to zdaj na svetu? Ja, jaz sem že slabe vole. V ponedeljek delamo. Madonna. A lahko nehamo. Dragi štoparke in štopari, dobrodošli v 263. epizodi vašega malega podcasta, kjer govorimo o življenju, vesolju in sploh vsem in tudi o tem, da je danes za nekatere, nažalost, ponedeljek. Da povem, prele so bila v eni pizzeriji in on picopek kelnerju prav, klele se eno napako naredil, veš. Prav, edino napako, ki sem jaz danes naredil, da sem na šiht prišel. Tako da Tako da, če delate to napako in se zdaj lepelete na šiht, zdaj le še lahko obrneš. Na brnk, ta prva karta, nekam pele. Tako. Kamor pele? Kamor pele, pejte, pošljite kartico drug teden, Lica Starska 52. Ful bomo veseli. In imate občudovanje vseh nas treh. In vseh poslušalk in poslušalcev. Svaka čast. Ja, to bi res the best. To bi bilo cool narediti. Če pa vmes še nič na Instagramu ne objaviš, to bi bil pa cela zmaga. Ne, pa zakaj bi na Instagramu objavil? Ja, zakaj? Zato, ker greš nekam, halo. Res, ja. Če ne nis bil. Sme se zdi, da je to rato nacionalni šport. Res, ja. Če ni slikal, nis bil. Zdaj, ko pride vela gospa, pa če bom slučajno v Ljubljani, bom zanalaš cel dan postu, ko delam doma. Smetiri so, računalnik, vse sam. Pred blokom. To že malo preveč uživaš, pred blokom je že malo tako. Nekaj v šulafat bom pred blokom. Sam tako nekaj, moraš biti taka duhovna scena. Če se hvalaš, veš, da greš laufati, pa si že... Ne, ful se hvalil, da grem laufati, pa pa šel kaj do Pržana, kaj potoček, pa veš, potoček selfie, pa veš tako, ne. Pa se že hvalaš, pa že nekaj. Hashtag nature. Hashtag connect the nature. Hashtag life goals. Hashtag I can do it.
Hashtag Love my life. Ja. 1 kilometer na dan ali mile na dan, ali kva že imaš. Ja, mal. Kauna, veš, kaj ne vem, nek memun, kaun gleda v steno, v bazenu, ne vem, pa na zguncenci sedijo, veš, kauno. Res dolgo čas je plasira tako na nekaj v tem stilu. Ja, jaz to točno to. Ja. Duhomorna dnevna pravila, posoda. Ja, sej to bi bilo. Ja, To je to. Ja, to bi bilo najbolj. Ja. Sam pač. V bistvu to bi jaz naredil. Da boš ta vsakodnevni Instagram. To bi šlo, veš? Ker v bistvu vse se ti dogajajo pač te navadne stvari. Posoda, sam veš, koliko je pa prostora za branding. Posoda, pril, ne, sesavc, da vem kaj, Bosch. Kraftwerk. Ne, to je band. Forwerk, misliš. Kraftwerk, Forwerk. Ja. Sam da eni niso imeli lunga komada, Autobahn, ki je res dober. Tako, Autobahn je res komad tedna. Kjer je to? Kraftwerki. Valjda poznaš Kraftwerk. Ne poznam. Poznaš. To je bilo iz naših časov še. Še pred našimi časi. Razlož, kaj je bilo? Ne vem, pozabil sem, ampak hotel sem reči, da Autobahn je tudi huda naslovka plate. To sem hotel reči. Aha, ne bom pogledal. Stari poznaš. 74-letnik je star. Fuck, pizda. To je starejš, kaj jaz. Ja. Čakaj, zdaj bo glas, pita bo mater. Ja, itek da bo. A nisi plačal? To smo se prekvali. A si sam poročunal, pa ne plačal, pizda. Vse je odprl, kaj zigu bolj. A zdaj to intro, čak, to moramo naprej. Ja, ne bomo zdaj poslušali. Stari, ki nas bojo demutinizirali. Tako retro je, no, v glavnem. Vse mu sam par sekund. Poznaš Kraftwerk. Sam se razveže, pa. Naredi komad, naredi. Kraftwerk je poznaš. Prvi elektronka, no. Ja, prvi elektronski band. Mislim, ne vem, če je prvi, ampak prvi znan. Ja, pa bi kar znal biti kar dosti prvi, pa med prvimi. Prvi, ki so te sintesajzeri z Žerman so uporabljali. Da prvi. Lej, kako se razveže, to je 7 minut naprej. A veš, to je pa že 12 minut naprej. Kar gre. Pa pride tetar. Čakaj, je to kot bolero, ali kaj, 20 minut? Del, 22. Ja, so. Dej, stari, še avtor, hud. Lih nas boja pisa, da bi mogli shutdown download. Zanč sem me pa na Spotify shutdown download, sem mogel komad na nov posnet, tako da tega niste slišali. Mislim, jaz sem videl, kaj si ti postnul pri nas. Ja, v grupo. V grupo si nam dal. Ja. Tako da še niste, Discord, upravičujemo, pika se. Da, tako je. Tam so linki. Pridite. Ja, no, v glavnem, sem res, kako pa ste s to musko naredili. Dobro, komad tedna. Kraftwerk. Autobahn. Ja, slišali ga niste, mi smo se pa pogovarjali. Ja, mislim, da poslušajte na svoje stroške. Ja. Le, veš, kam naredil, vrgu ga mnot, pa ko bo rekel, da treba zamenjati, bom pa... A se upamo to, stari. Ja, ne, veš, koliko denarja mi dobimo z oglasom. Vem, noro je, ker imamo oglase. Sploh, drage poslušalke in poslušalci, vi najbrž ne slišite teh oglasov, ker ste vsi premium poslušalci. Tudi tisti, ki nas ne podpirate, ste premium. Seveda. Ker če bi bili v navadnem feedu, bi zdaj slišali, tukaj je oglas za Perutnino Ptuj. In pril. Ker je pril peli. No. Ja. Kukar peli reče, ali pa kdo od nas. Ja, tako so oglasi. Je to trigger. Ja, tako so oglasi, če ste pač na navadnem feedu. In boste veseli, da ste na tem premium. Ja. Ali super premium. Ja. Če bojo oglasi... Zlati in pol je story. Diamant. Podporniki so pa naši diamanti. Ja, ni to, da sem platinum reč, ampak ja. Niso bili oni, kaj je bila ona? Diamant je bil, diamant. Diamant je bil. Je bil, vsak mora še, kad 3 prepeleš, imaš diamant, seveda, kaj je v obliki diamanta. Ni piramidni sistem. Ampak je diamant. Sam 3 prijatelje prepeleš. Ne, mi imamo platinasti klub bo. Platinasti klub, podporniki so platinasti klub. Seveda, da je. Ja. Sam, a veš, platina ni več tako cenjena, kaj je bila včasih, saj kukar, če borzo pogledaš. Kaj pa zlato? Kaj pa borza ve? Ja, zlato gre ful bolj gor, ka platina. Platina pa tako stoji. Se z tega imamo mi diamant. Diamant je v redu pa. Ja, pa bomo imeli diamant. Tako vi z diamanti. In še en komad tedna. Ne pusti, to pa za drugič. Okay.
Ne, to je zdaj, Tega ne moramo porabiti. škoda, mislim, ne, Ja, saj je ja. fajn imeti komad tedna, ampak prav Ne. zoprn mi je, ker ga ne moreš predvajati. Pol. Veš, kaj tisti 30 sekund je glih dobro naredili, da se folk spomne, pa greš pol pogledati v zapiske. Pustimo, Kraftwerk je. Ja, Kraftwerki, to je to, ja. No, če gremo mi, zdaj smo pa že na 10 minutah, tako da mislim, da lahko rečemo Mislim, da je Slavko. spet crknil, je bele. Ne, Ni. Ja, veš, nulo sem Samo videl, lepo, ja, zdaj, ko to nekaj nakladamo. V švrknju Kaj? sem jim pisala nula, a veš, na Lahko brzino. se vsaj predstavlja. ne se mi še avizo, čaka, Nismo avizo, še ja. začeli smo. bomo. Čak, zdaj da ima avizo, Evo. počas Slavko, to smo rekli, živo, zdaj pa vam. Da to potihnem. Ne, prej sem dal Kraftwerki, ki so bili prej na glas. Kraftwerk je žežgal. Ne. Čeprav, kako smo se prejšnji teden predstavili, tudi če to ne. Za tisti, ki se z nami prvič pojdi poslušati. Ja, ne, da nismo nevljudni, a veš, da ne vejo, ne, kdo Ne, ja, to pa- kaj to- zdaj, to- kdo to je pa kdo res to treba. govori. Kdo jih To se pa meni odlikuje? zdi nujno. Ne? Kdo draži njihove ušesne Kot smo meče? rekli že da je bilo to tam prej v predprostoru, da smo rekli, da se je fajn predstaviti. Ja. Ne? Mislim, lepo je. Mislim, da rečeš živijo. Ja. To smo že večkrat govorili, no. Zaradi drugih okoliščin. Spodobi se Ja. jim pravično. Da rečeš živijo in se Boš ti predstaviš. znehal s tem verskim sranjem skozi. To smo tudi že vedeli. Sam jaz sem šel kar vem. Ti pa. Dej, zagral, jaz sem čakal, da bo kdo zagral. Mislim, je. Posi, tako ali kaj? Ne, mislim, Zdaj pa ignoriral. Sam ne, Ali da je intro. zdaj v tem danem trenutku je bilo, se je spodobilo in pravično je Ne, bilo. se je bilo v redu. Ja, se je, Ja, zato jaz ja, nisem se je bilo. jaz V sem redu. ignoriral, pač, ker V se mi redu. zdel, da je pač sam za vmes. Ja, ker je bilo res. Ja. To realjo. Tako da zdravo štoparke in štopari in ostali ljubitelji borilnih športov, vabimo vas na današnji dvoboj. Tako je, v levem kotu izzivalec Jože, v desnem kotu pa Ne, Čak, šest. stop. Kva? Se veš, kdo je izzivalec? Tor pa velepote. A ja, Tor pa velepoteš, ja, Ja, šit. kaj da ne bi v tej knjigi Ja, pisal. pozabil sem. V levem Veš, kotu zeleni izzivalec. Jože je rekel. Boverik. Pusti. V glavnem, ja, Boverik v desnem kotu, pa opremljen z vsemi strelami tega sveta in vsemi gromi nečesa drugega. Tor! Zdaj bo pa. In kljub temu, da se borita nesmrtnež in Bog, smo mi še vedno. Smo z vami. Aljo? Ne more popraviti. Kaj smo Aljo. popravili zdaj? Zakaj smo? Em, A je bilo v scenariju tako? Že. Ko Peli. piše. Zdi. Ko piše. Saj sem Hvala napisal, za- da lahko wingaš. Lej, očitno sem zmotil njegov Ja, nismo neki občutek za slovenščino. slovenščino. V glavnem, Okay, v redu, ja, v glavnem, ja. kaj je bilo, no se smo ne, kar povedali, kaj je bilo v prejšnjem delu. Ne? To smo povedali, tako da zdaj še enkrat. Najprej boste slišali kratki oglasni blok, pa bomo pa povedali, kje nas dobite, mislim, kje nas podprete, da tega oglasnega bloka ne boste slišali. Tako, Se pravi, na hvala za ribe.si. pa gremo po drugo rundo. Ja, gremo, ja. Ajde, A ja, sej, v prejšnji epizodi smo pa že povedali. Ja, Ja, okay, še kvarnik bo, Ja, še kvarnik budem, da bo red, pa da bo mer. da ne bo kdo rekel. Dobro. No, dobro. A smo ga prejšnji teden imeli? Jaz pa ne vem. Ares? No, Jaz sem- Če pa ne, je bil pa pol nakladno. Vedno je, tudi če nimamo. kvarnik je, Tudi če čeprav ga ni. Tudi če ni live to tape. Ja, ne, ker ta live to tape, jaz še zmeraj mislim, da bi mogli tudi še veliko stvari, no, ampak ena od teh je, da bi imeli producenta, ki bi pač ta kvarnik spuščal pa te stvari. Ne. Ja, dejstvo. Mislim, da bi to na IEM-u lahko naredili, sam pač ravnatelj me nikukar noče poklicati, pa sem ga že 6-krat telepatsko pozval. Ravnatelj, prosim, pokličite nas, Ja, ker vas rabim. sem ga jaz, sem No, ga ampak- telepatsko pozval, No, sej. pa ni Dajmo- šlo, tako da zdaj dajmo tako bo dati. mogoče v to boljš, kar si. Ne. Lepo prosim, gospod ravnatelj, pokličite Ali nas. ravnateljica? Ali ravnateljica, ja, po mojem še odmer.
Mogoče, mogoče pa tudi ne. Na zadnje, ko sem preveril, pred 4 leti je še bil. No, eto. Lahko pa tudi ravnateljice v glavnem, vodstveni kader, da se zmenimo za tole pripravništvo, ker bodoči inženirji multimedije morajo znati, kako se pritisne gumb, recimo za Kdaj pritisnem gumb za gong? A veš? To sem pa učil. Vidiš, tudi ti ga zdaj ne najdeš takoj. To sem pa učil, ker sem še zbiral kjerga. Sej? Ja. Si ga iskal, ne? Sem res, kako pa to zgleda, ko bomo rekli, študent pritisne gumb za... On mora to začutiti. Ja, ne, veš, tako je narobe. Ne sem hotel tega. A veš, tega, še jaz nisem kvalificiran za ta job, pa ga upravljam. Mogoče ta pič bomo drugače naredili. Pejmo zdaj nazaj na oglase, pa se pa vrnemo, pa bomo povedali, da v bistvu rabimo več podpore, da enega zares plačamo, ker to mora biti profesionalc, očitno. Dragi vodstveni kader. Ne rabiš. Mislim, kupil takih imaš po svetu, kot si ti. Če delajo to po občutku. Feeling za Osiča. Zdaj bom pa dal tega. A veš, sam bi mogel prej, ker če bi plačal za to, bi zihal. Bi vedel, kdaj ga uvali. Tako bi ga uvali. A veš kaj, jaz se še stava pogovarjam in moram preklopati v način, a veš, tako, ko imajo tehnika, ko imajo katonov v gagajo, a veš, Oni takoj vejo, da katoni rečejo. Mi pa nimamo katone. Katone pa plačano. On je zraven skozi, on že ve, on je del ekipe, ve, kdaj je kaj treba. Zato raba še enega tacga, veš. Del ekipe. Vse se bi rekel, vidijo, veš, koliko rompera spije, to bo preveč. To drago. Nimamo mi tega denara. Če bi res enega tonca pa vzeli tako tacga na plačilno listo. Ja, se to, mogoče odsnej. Pa tudi, če damo to veliko božičnico. Še da vidi, da posluša. Ne, noben pa ne pove, jaz smo pozabil. Jaz samo povem, da ga včasih menimo. Tako da to je to. Kje smo bili? Zdaj, Kvarnik, pa pejmo v ta drugi del. Ostali smo pri tem, da je Thor zabil Boverika, ga je dol v Božjo. Mjolnir ga je prekopal do nafte. Do nafte, točno. Ampak in se je dobro počutil, ne? Ker ga je zelo, mislim, kot v lepoto zna, ga je dobro sprovociral. Ampak Thor se je dobro počutil. Ja, Thor se je dobro počutil, ne? Ja, valjda. In je šel pol v svoj kot, ne? Ne, pa šel je do menedžerja, do Zapka, da pogleda. V svoj kot, ne? V svoj kot je, da bi pač, ne? In je rekel, da sem videl, koliko sem ga, ne? Sem dober, malo bi še ni bil tako dober, ampak sem ga, no. Mi je ratal. In pol je bil pomislek, da ga ni slučajno bo, ampak je rekel, ne, še zmeraj je živ, ne. Ja. Še zmeraj je. Ker je slišal, bodi si pork, pisem britev, ali pa Zark, nisem mrtev. Ja. Tako da očitno smo pred drugo rundo, drage poslušalke in dragi poslušalci. V levem kotu je še vedno, čeprav zdaj je Boverik že globoko dol nekje. Ampak ne. Množica pa ni bila navdušena nad kratkim bojem. Ja, nekaj je bilo samo udarc, pa pol konca. Ja, bum, bam, bam. To je tako, kako ne more, ne plačaš karto, ne, vse veš v Las Vegasu, ne, koliko so plačaš. Po par jurjev, pa pade. Ni bilo tega dramaturškega loka, dvojba. Ja, tako to. Mlata sa se levo, pa sta se prej pogovarjala, bi one dva malo poplesavala, ali bi to, ali bi uno, ne, ampak nekako ni. To se je pustil sprovocirati, ne. Nista znala, jaz mislim, da nista znala začutiti množice. Ne? Veš, te ta pravi ne znajo. Ne? Ker sta one dva ancajt, ker sta neki tam se dogovarjala, so oni že bili vsi nestrpni, kaj zdaj, bo kaj. Ne, moraš mečkan jih držati v napetosti. Mora biti malo vozati sem, veš, od Boverika ne pričakoval, da bi znal tega, veš, da bi znal na kurt množico. Ne, sam pisal Tora, stari. A veš, Tor pa bi pa že mogel kaj tazga znati. No. Mislim, seveda ne. Sam, a veš, živčen je bil, ne? Ker ga je Zaphod ga je zjel. Ne, mislim, tip je hodil na terapijo, ne. Ja, sej, ne veš, mislim, pa v Betulu pol na terapijo, ker ona ni pomagala. Mogoče ni ta
te prav cajče, da se je on spravil zdaj nazaj v življenje. Ne? Ali pa biti bog nekaterim ljudem. Ne? Očitno Ja, nekaj še ni. Maše išuje. Veš, to se ti bolj v realnih situacijah. Ja, Veš, to je tudi tuni ljudje, ki grejo meditirati, ne vem, v nek ašram v Indijo, ne, in pol pride ves pomerjen nazaj, ne, in tamle v Zagrebu, ki pride na letališče, mu pa en ven zapele, pa ga že v pičko mater pošle, a veš. Džabe ti to, če ne znaš prenesti na realno življenje. Ne, v idealnih okoliščinah smo vsi super, ne. Valjda, veš, absolutno. Vsi jašram ljudje. Ja. Valjda. No, razen če nismo. Razen če nisi. Razen če niste. Če nikoli nisi malo podihal, pol nisi. Pol si sam, ne. Pol si iz kakšnega drugega filma. No, v glavnem, Thor pove Zaphodu, ne, da pač tole sam, da ni šlo do konca. Ne. Da naslednjič bo pa, ne, da bo pa zazihar. Ne. Ne, vprašal ga je, na koga je. Ne, na koga je, ja. Je bilo to nekje na 50%, ne, v bistvu, da ga je šele pretegnil. In da to noben ni preživel, razen, ko ima sedeš pri dolgi mizi. In pol so se pogovarjali, a pa ga lahko sploh ne. Pa prav, ne, to, da če bo on s 75% butno, ne, da lahko pospravi ves planet, ne, da to na v redu. Ne. Mogoče bilo dobro, da umakne gledalce malo nazaj. Ker to je bilo sam pol. Ne. Ja. No, pa gremo že na Trillian, ki je bila pa čisto zlobljena. Trillian je tole kar ne in je umedlela. Če se ne motim. Ja, tako je. Ni bilo v redu. Sprašvala se je, ali je ravnala pravilno. Ne. Random sploh ni opazila, kaj se dogaja. Razen to, da je lump še živ. Random je pa uživala v trenutku. Mislim, oziroma je ugotovila, da je še živ, ker potem ni več uživala v trenutku. Ja, tako je. Ja. Pa se pa od nekje pojavi velika stožčasta ladja. Sam jaz bi še preden gremo do stožčaste ladje, tam, ko Artur je z kotičkom očesa opazil, da je Trillianska padla. Ja. In je bo pač hotel je pomagati. Ne? Ja. In je šel uživljati, tako rekoč. Pa stožčasta ladja pride. A pol pride? Ja. Aha, ja, ok. Ja, no. Sam, ko se pudimo, da pejmo hitro na stožčasto ladjo, ko bomo šli ful hitro čez. Okay. V glavnem stožčasta ladja, mislim, da je pripeljala eno pošto, ali kako je že bilo. Ne pošto, paket. Paket. Nekaj z unga Ibuda. Ubida. Ubida. V bistvu... Zadnja naloga, zelo... Zelo si je pisatelj dal. Ne? Ja, to sem hotel preskočiti. Zelo dolg traktat o tem, da pač je pošiljka prišla. Ja. Ampak tukaj si pa kar prvošel, kar lepa. Mislim, samo je bila tudi dolga. Ja, to je pa bilo. Ampak zakaj neka poštna ladja ima toliko številčno moštvo gor? Tudi to sem se spraševal. Mislim, veš, ker to je bilo razdelano. Ja, poln, pa imena, pa ker sem vedel, da si nobenega ne bo treba zapomniti, sem bil že takoj togoten, že sem bral šalo. Če morajo toliko časa potvati, veš, mora biti številčni. Ja, če so nekje, veš, na robu galaksije. Ne. Samo očitno je bil zadnja fura. Ne. Ja, kumi se še držala hudič. Ja. No, ja. Še kar brez veze, v glavnem. Mislim, tako, da so se spravili dol in je neka robotska roka je random podala paketek. Ja. To je nekaj tizga, podobnega, kot vam bojo zdaj 2 evra zaračunavali dodatno, če si boste naročili. Ja, to mogli tudi mi izumiti. Ne, to je zdaj Evropa izumila, da bomo za to, kar z Kitajske dobiš te paketke, bo za vsak paketek 2 evra doplačila.
za male pakete. Zanimivo mi je, da so izračunali, Pa saj da je tega odtisa, da pot od Kitajske do sem pride samo 2 evra, ampak dobro, ker meni se zdi, da je ta strošek ful večji. Ampak okay. Ja, ampak ni zdaj že, mislim, že te Kitajci zapakirajo te male pakete, ko en velik paket pa ti pošljajo. No, mislim, le vse skupaj bo še zmeraj neki stal, ne? Ja. Tako nekaj treba še zaslužiti. Zato, ker so poštarji ful obremenjeni in vse skupaj in zihar se bo to prelilo v plače poštarjev, teh milijarde, ki jih bojo na ta način dobili. Tako da poštarji čestitke. Čestitke, povišice bo, vse pride. Ja, best bo. Imeli boste tudi motorje ali pa že hoverboarde. Ja, hoverboardi, to the best. Dron dostava, pa vse to boste imeli čez. Pa te pluvalnike za isto, pač za potrditev, no treba več podpisovati, bomo sam povedal. Ja, tako kot random, ki je mogla plunt. Tako da, če te nov doma už mogo nadaljava plunt ali pa plunk pustiti na vratih. Da bo pobral dol. Da bo po zajbru dol, veš. Ali bojo pa Kitajci začeli prodajati take mini štamprletke, da boš šel od doma, da boš pustil, veš. Če bo mogoče popoldne prišel. Ti to bo ta Kavelj 22, veš, ker si boš naročil ta pluvalnik, si boš naročil na dom in ga ne boš mogel prejeti, dokler ne boš plunil. Tako, ja. Ja. Res. Ja, Dobar je. To bo kar v redu, ja. No, v glavnem, pol še, ti se bilo še kar zabavno, da če imate kakšno pritožbo, napišite na Grče skozi lesa in si ga zabite v svoj služni kanal. Tako se je končal ta zgodba s tem Ubidom. Misija končana, ta je bil zadnji in to je bilo to. Pol je pa začela počasi razpadati. Pol pa v bistvu random uleti do Tora in razloži, da mora tele stvari, ki jih ima v rok, natakniti na kladivo, ne? In da so v bistvu, no, pol še šala, da je tu spodaj, pa to pa on pa tret. In bomo pač povedali, raziskovala nesmrtnike in da so beta prav, ne? Da moraš najti nekaj, kar je bil nesmrtnik takrat, ko je tvoj nesmrtnik, ali kako, nekaj tacga je. Ne? Ja, v bistvu takrat, ko je ratu v procesu nesmrtnosti, da moraš tiste neke pogoje, ki so bili zraven, oziroma neka stvar, ki je bila zraven. Nek artefakt. In je random najdla 2 gumici, ki sta bili priča temu dogodku. In je rekla, da zdaj, če hoče to narediti, da mora dati to na Mjolnirna, ali kaj že. Mjolnir. Čeprav Mjolnirna je to. Tako še dober norveški band. On je še najprej rekel, da ustane Mjolnir čist, ne. Ja, ono žgorne ti. To je Mjolnir, ni Mjolnir, to je njegov klado, ne. Ja, valjda. To je... Ampak je ne gumice tlačil gor. Ja. Sam pomeni, da je dobro razložila, da pač, ne, lej, zihar je zihar, kako. Ja, ne, ona je pač prebrala prebrala analize oziroma neke znanstvenike je to povedal in da to bo delal, no. Ja. Mogel bi. Ja, tako ja. Ja, no, ampak pa smo pa že pri tem, kar si že omenil, ne, da je Artur videl, kako je Trillian padla, ne, in Artur glih razlaga nekaj od kriketa, ne, in to temu ptiču, kar smešen, ampak dobro, ajde. In pol, ne, je Artur spustil soj in jogurt in je šel. Ja, ne. Se je čutil poklicanega. Ja. Ja, in se mu že un film vrtil v glavi, kako se oživlja. Ja. Za na BBC ne, je rabil menda ta tečaj. Ja, točno. Ja. Ampak se samo unga o menjavi filtrov, kafe avtomatu spomnil, da pa jaz so imeli pa tudi eno lutko tam. No. Pol dneva so sam filter za kafe avtomat mene. Ta je bila lušna, no, tako. Ta je bila dobra. Ja, pa pač tudi spet gremo čez Arturjevo otroštvo. Tudi. Kako mu je oče zmeraj jih napel,
kadar se ni primerno obnašal. In tega je bilo potem- pa veliko. Ja, pa veliko mu je dal pol tudi zapita, ne, ker mu Ja, je dal mu je svoje iz- žepne, tako. žepne in potem je bila nek ta lup je imel neprimerno obnašanje, kreganje, In na koncu Zaloga. glavobol. pijača, glavobol, tako se mu je življenje Ja, vrtelo. ampak rekel je pa tako, ne, da bi mu začele rasti dlake na prsih. Ne. Ja. Še to. Ja, ja, Ne, ja. ja, no, v glavnem. Artur res ni dober, res ni znal uživati, kot si že napovedal, in pač tudi se ni pravzaprav ne. Niti to lažeti ni znal. Ne, tako da tle so stvari kar zoprne, pa pride še vodnikova opomba. Mislim, ni znal tudi to lažeti. Ja, Tudi to lažeti. Ne uživljati, ne to lažeti. Ne. In pole je dregnil, da skratimo to vodnikovo pombo, je dregnil s prstom v lice, ker se mi zdi, da je najboljši zaključek te vodnikove pombe. bistvu In je se še znal- ni zbudila, in sem, lej, ne. Znal je povedati najbolj pravo stvar v nepravem trenutku. Tako je. Ja. Mislim, to, a veš, po 5 knjigah in spremljanja Arturja, sej to že vemo. Ja, Ne, ja, dobro. mislim, pa sej včasih je pa tudi kaj prav povedano, ampak večkrat je pač hotel čaj. Tako. Čudil sem se, da ni spet uvedel čaja noter v šalo, ne, da je pač šel bolj na generalno. No, in v glavnem pole Pika pride, ne Pika, tale una ta druga ptica pride, ne, to ni bila še bila vsaj ptica Pika, one so bile kul. Ja. No, v glavnem, in pol vsiljiv ptič hoče pomagati in spodbuja Arturja in mu govori postopek in bla, 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 bla. In razprte, utrinjamo odprte oči in polne solz, in je mislila, da je bil en drug. Ne. Ja. Ja. Ampak je lepo povedal, ne? Arturja bi to na začetku Ja, prve knjige ja, bi ga to ubil. ja, Bi ga to ubil. Ne? Zdaj pa on stoično prenesel to, ja. ona ljubi drugega. In to mu tudi pove. Ja. In pač ne. Res je grdo, da ga je v bistvu sam za kos mesa izkoristila za njegov DNK. Ne? Tisto ni bilo lepo. Ne? Ampak glej, Ja. Ne, pa se je tudi povedala, da ni hotela dejansko njega, samo da je bil on edini primerek. Vse to smo že ugotovili. Sej to, ne, a veš. Mislim, le drkuje, vse smo rekli. Ja. Ja. Ja, no, vmes se pa zgodi, a se vmes že zgodi ta drug del udarca, ki pol tlele vidim, da... Ne še, ampak je pa napoved, ne. Avtor nam napove, ne, Ja, ja. da se je ozrl po odžiganem travniku ravno v pravem času, da je ujel velepotežu vzlet v stratosfero. Zdaj pa ne vem, kaj pa naredimo tle, počino obešalnik ali Ja, po mojem, da lahko, je ja. moja najbolj. Ja. Ja, ja. Zdaj ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne. Tako da to je kar v redu. Ja. Ne, gumice so bile gor, Ja, so bile. Ja. Joln je bil omedeževan. šel je Ja. v stratosfero. Ja. Tako da, točno to, kar se je rekel. Ja. Zdaj, mene pa zdaj zanima. Misliš, da je bilo tudi tako? Ja, ne vem, zdaj je sam gor. Ne, Lete, ne lete. Ne vem, drug teden boste slišali. Za tiste, ki nas poslušate prvič, to je naš standardni zvok. Ja, Da ne boste mislili zdaj, da je velepotež dol, kričaje prletu. Mislim, to je zvok, ki si ga delimo z mnogimi legendarnimi filmi, TV serijami, radijskimi programi. Reče se mu Wilhelm Scream. Pa ni po Wilhelmu, ampak bomo dali zapiske celo štorijo. 1 uro je dolga. Ne bi zdaj. Bo posebej epizod na to temo. Ne bo. Ne bo. Mislim, bomo dali link v zapiske. Ja, se heca se. Tako da, ja, je pa legendaren. V vseh Star Warsih, v vseh Indiana Jonesih, zato ker je bil tonski mojster majster. Mislim, da smo že enkrat to razlagali. Ne, Se že pogovarjali, saj malo o tem. Vem, ampak samo to, da povem, pač ta jagodni izbor. No. Ja. Tako da. Ja. Hvala lepa, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, kjer je Thor umazal svoj. Ne, ni ga umazal. Kjer je dal Thor gumice gora. Ja, malo ga je umazal. Ne? Mislim, v njegovi glavi. Omadeževal. Omadeževal ga je. Z omadeževanim kladivom je nabil očitno. Smo videli še drugi udarec. Ne? Mislim, sem zvedel, da je. V bistvu, nismo ga videli. Niti videli ga nismo. nismo to je še slabša kot una puška, ali to, kar imamo, veš. Ne. Una puška,
ki ne pove foršed. Ja. To, no, Puška pri kaminu. Ja, to je. Ja. Dobro. Ja. Tle še puške pri kaminu ni bilo, samo videli smo, mislim. Dobro, če da ne gumici na kladivo, ne razložimo. Ja, okay. Pustimo, je bila puška na kaminu. Je bila puška na kaminu, tako da ne nam povedati, če imate puško nad kaminom, lahko pa povedati, če imate skera nad vrati v svoji koči. Domovanju. Ali pa tudi na vikendu, no, ali imajo tudi vikende. Ali pa na jahti, tiska ima jahto. Če imaš jahto, pa imaš skero, respekt. Jaz, če bi avion imel skero v gorlah. Še večji respekt. Malo ljudi ima zraven kamina. Zraven kamina. To pa si pa kamina, turbo večji respekt. To pa spoh ne. To je pa začel bi s skero. Čeprav zihar je to po nekih predpisih, ne moreš imeti skere na avionu. Če dobro prehefta, bomo našega pilota vprašali, mu zihar ve. Hvala se ribi Pikasi. Rabo skero za avion in našega pilota. Ja, a na avionu? Ja. Zaželeno. Ja. Mislim, se ne bo zares, samo tako da zgleda. Ko bo zraven, da veš, chesterfieldske sofe, kaj najbolj paše zraven chesterfieldske sofe? Kamin nasprot, ne? Pa misca odspred pangalaktični. Ja, zdaj to si mi vzel, ker to se si ga že predstavljal. Ali pa konjak, viski ali konjak, po želji. Brez leda bom jaz. Jaz tudi. Kar se počutiš. Mislim, viski, ne konjak. Kar se počutiš, viski ali pa konjak, oboje imamo. Ja. Pa skerca hvala. Sekiri krmel. Te velike. Ja. Ja, to je to. Povejte vse to družbeno omrežje. To prvi čujem, pika se. To. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, če ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Hvala. Čau. V zadnjič nismo rekli hvala. Sta. Pa lepo se mejte. Rad se mejte. Absolutno. To pa je nujno. Ojojoj. Tale ljubezen. Samo pogubo, kaj je že vpisal. 42. Vidu. Yes. A ja, shit, nisem še enkrat posnel. Dobro, se je že prej bilo dobro. Se je spres dobro narediš. Pa malo niže se to pa znaš. Oho, zato pa na rabo tonca. Zato pa na rabo tonca, ga že imamo. Se pa ručil.